Zdaj pa ena bolj lager novička. V Žalcu so spet odprli sezono pivske fontane, ki se je tako prijela med ljudmi, da bojo kmalu bolj popularni od Bleda. Razen če Blejsko jezero nafirajo z Unionom, pa so ga V glavnem bolj jim gre, kot smo pričakovali. Tako dobro jim gre, da so letos odprli še 6. pipo. Ker če že nimamo drugega tira, imamo vsaj 6. pipo. Ko je tir, če imaš pir. In koliko stane to pivo? Čeprav so ceno dvignili na 8 evrov za vrček 5 različnih piv, so samo v zadnjih 4 dneh prodali že okoli 5000 vrčkov. 8 evrov za vrček piva, ker se mu niti Melanija ne reče. Toliko stane pivo v Parizu. Tam je vsaj pogled na Eiffelov stolp. Žalc, ne se hecat, no. A imate vi kak stolp, da toliko računate? Hmezadova stolpnica, najvišja stavba v spodnji Savinjski dolini. Dobrih 50 let skladišče hmelja ima zdaj potencial, da postane razgledni stolp. Pardon, se prečujem. Dejansko delate stolp, okej. Ampak kaj točno se bo videl z vrha? Par hribov pa fontana? A se bo vsaj videla naša najdražja atrakcija, TEŠ6? Ne bo se videla! Ampak brez skrbi, Žalc ima rešitev. Pa morda kasneje spust s toboganom nazaj na tla, pa spodaj v vznožju beer garden, en tak pivski vrt za druženje. Greš na vrh stolpa, ugotoviš, ta razgled pa ni baš neki in potem se adrenalinsko spustiš nazaj na pir. Zaradi česa si v bistvu prišel v Žalc, ne? Kaj se to dogaja? Zdaj pa ne vem, če ste vedeli, narod, ampak 60% naše države pokriva gozd. In mislim, da je znanstveno-tehnični izraz za količino hoste, ki jo imamo, celega fuka. No in naši vrli birokrati so na pobudo kmetov in lovcev prišli do nove, bistre ideje. Ste eden tistih, ki radi tečejo po noči in to po gozdu? No, da boste vedeli, s tem motite divjad. Zato kmetje želijo, da se vam to početje prepove. In prav lahko se zgodi, da se gibanje v gozdu omeji na 1 uro pred sončnim vzhodom in uro po zahodu. Ta je pa lovska. Ok, po noč ne bom smel v gozd, ker kao motimo živali. Pa ste vi že kdaj bili blizu gozda sred noči? Ker pa ste slišali, kakšna tišina tam kraljuje, ko pade noč. Po noči v gozdu več šundra, kot v parlamentu. In če bi komu mogli prepovedati šetanje po šumi po noč, so to živali. Če se pa res pojavlja par pomislekov. Prvi je ta, da bo ta odlok spet udaril po nedolžnih manjšinah, kot so, ne vem, serijski morilci, mafija, narkomani, posiljevalci. Ja, se so tudi ljudje. Kje naj opravljajo svoj biznis te ljudje? Pomislite na njih, no? No, pa so tu še naši mladi, ki ne bojo mogli več seksati v šumi. Ker da nataliteta ni že dosti nizka. Plus tega, da so v gozdovih ta boljši pokemoni, ne? Kom zdaj Oniksa vlovil? Pa Šaramanderja. Kako? Kako? A se še to igra? Še igrate pokemone? Narod, meni se zdi, da je tle za zaroto lovcev. Oni bi nam omejili dostop do gozda po noč, ker nočejo, da jim splašimo divjad, ki bi jo radi po dnevu postrelili. Za na steno. In se morajo izživljati nad nekom, ker glih beguncev ne smejo streljati, ne? Ali pa gre spet za kakšno murgelsko zaroto, s katero bi domobrance prisilili v to, da svoje slovesnosti v kočevskih gozdovih končajo do 6. zvečer. Ampak resno vprašanje, kdo ne bi to preveril? Lovci zato predlagajo, da bi njihove čuvaje, ki poznajo razmere v gozdu, usposobili za nadzornike, da bi tako pomagali inšpektorjem in živalim. Aha, lovci bi bili zdaj še inšpektorji. Kaj bo zdaj še vlada uvedla? Gozdne vinjete? Kaj? Mogoče pa spet preverjanje spet prenesli na pleča državljanov. Ne vem, dajte še eno udbovsko nagradno igro za račune. Fotkaš tekača, sprehajalca, pošleš prek aplikacije v sistem. Ker vidim slogan. A bi mal denarja, opravi delo redarja. No, saj se strinjam, da v gozdu ne bi smel delati hrupa, ne? Ampak država se stvari spet loteva na napačnem kraju. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!